Mlada in reprezentanca do 19. leta sta v iztekajočem se letu zaokrožili kvalifikacijske nastope za prihodnji evropski prvenstvi. Mladi upi pod taktirko Primoža Glihe so bili v igri za napredovanje v elitni del kvalifikacij za prvenstvo na Poljskem do zadnjih 3 krogov, a so se s prvega zadnjih 3 gostovanj na Irskem vrnili z minimalnim porazom, ki jim je zaprl pot do napredovanja v play-off, v katerega so se uvrstile 4 najboljše drugouvrščene reprezentance. Če bi mi odšli na Irsko kompletni z vsemi igralci, ki so bili na voljo, potem bi se ta zgodba bistveno tudi posledično bistveno drugače odvila. Ker pa po tekmi z Irsko praktično smo mi končali kvalifikacije, kar se tiče v tekmovalnem smislu, potem je to v podzavesti igralcev, čeprav jih moram jaz blazno pohvaliti za tekmo v Litvi, mi smo tisto tekmo izgubili nesrečno, ta zadetek, ki smo ga mi prejeli, ga ne smemo prejeti, to je pač sestavni del nogometne igre in tega nekega odraščanja. Minimalen poraz v Litvi v predzadnjem krogu je bil zagotovo tudi posledica dejstva, da je bil po porazu na Irskem preostanek kvalifikacij brez tekmovalnega naboja. Vseeno pa je tudi zaključek v Srbiji, kjer so bili gostitelji boljši s 3-1 pokazal, da se v Sloveniji v ospredje prebija obetavna generacija. No, na koncu smo pristali tam, kjer smo tudi začeli. Mi smo bili v 3. bobnu, tako da smo več ali manj zadovoljni s tem rezultatom, ker je to nekako tudi naše realno mesto, glede na to, da so bili podnosilci Srbi v generaciji 94 evropski prvaki, v generaciji 95 pa še celo svetovni prvaki. Nosilci so bili Italijani, mi smo edini v skupini, ki smo Srbe premagali. To pomeni, da smo mi vsa srečanja bili zelo, zelo blizu. Ampak da bomo, veste, tanka linija je med visokim profesionalizmom in visokim amaterizmom. Mlada izbrana vrsta je imela sicer na odločilnih tekmah tudi obilo težav s poškodbami. Ena od realnosti vseh reprezentanc v tej starostni kategoriji ne samo v Sloveniji, ampak povsod po svetu je tudi ta, da so najboljši posamezniki že angažirani v članski izbrani vrsti. Tukaj se pojavljajo dve stvari. Ta neka določena generacijska samozavest, ki bi jo mi ob tem imeli še na veliko višjem nivoju, motivacijski pristop podzavestni bi bil v teh igralcih bistveno večji, če bi tisto tekmo na Irskem odigrali vsi v kompletu in potem bi se verjetno tudi te dve srečanji kasneje odvijale bistveno drugače. Značilnost mladih reprezentanc je redna menjava generacij. Tekmovalni uspeh v manjših državah, kot je Slovenija, pa je odvisen tudi od tega, ali skupina posebej nadarjenih nogometašev, ki so ponavadi skupaj od najmlajših selekcij, v pravem trenutku pride do svojega vrhunca, ki se mora za nameček ujeti z evropskim prvenstvom, ki poteka vsaki 2 leti.